Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Ljudje z Celjskega prebiramo Celjski novi tednik. V njem so različni prispevki na različne teme. Vedno pa radi pogledamo, oziroma radi, da se tako izrazim, preberemo črno kroniko, preberemo kakšen članek, ki zadeva družinske zadeve in družinske tragedije. Članek, ki je zelo povezan in ustvarjen z raziskovalnim novinarstvom. In ustvarja ga ena prav posebna mlada dama, njeno ime vam je zagotovo znano, Simona Šolinič, dober večer. Ja, lep večer. Dobrodošla v Ženski areni. Kako se počutiš na drugi strani? Počutim se super, rada se vrnem sem, ker so tu bili moji začetki in tako da pozdravljam gledalce in gledalke televizije Celje, pa seveda tudi moje bralce in poslušalce, če so se odločili danes, pa verjamem, da so se, da naj jo spremljajo. Hvala, Dragana. Hvala tebi, da si se odzvala. Tvoja življenjska zgodba je res zanimiva. Kot je nekdo na Facebooku napisal, 1 uro bova težko povedali vse, kar bi bilo zapovedati, pa vendarle greva na začetek tvoje zgodbe. Si rojena Celjanka. Ja, v Celju sem se rodila. Moja starša izhajata sicer z Hrvaške, sta pa tu v bistvu že od rane mladosti. Čeprav bi skoraj da živela zdajle v Avstraliji že celo življenje, ampak se takrat starša nista odločila, čeprav sta že imela karte in vozovnice za tja, tako da sem ostala v Celju in tu smo še danes in zaljubljena v to mesto. Tako kot smo manj ali več vsi. Čeprav se ponujajo različni izzivi, različne možnosti, ostajamo. Nekaj nas drži tukaj. Simona, v katerem koncu Celja si odraščala? Odraščala sem, vsaj tako mislim za mene, v enem najlepšem delu Celja, v Aljaževem hribu, na Aljaževem hribu, kamor sem se po 25 letih, ko sem živela sama, odšla od doma in se tja zdaj tudi s ponosom vrnila in tisti del Celja se mi zdi tako na obrobju, morda malo spregledan, zdaj, če sem malo kritična, strani Celja, ampak eden najlepših kotičkov, od sprehajalnih poti pa do nekega miru, kamor se res vsak dan res rada vračam. Aljažev hrib, kako je po zimi, ko sneži? Pa bolj kot sneg mi je zdaj v zadnjem letu strah v kosti v tistem delu Celja nagnal dež, ko je pa sneg, si pa pripravljen pač, da zamenjaš avto, kdaj tudi z pešhojo, ampak je tudi to svoj čar. Tako da v vsakem pogledu je tisti del Celja vsaj meni najlepši. Seveda, pa tudi ni tako strašno daleč in visoko, da se ne bi dalo priti do službe. Nisi edinka, imaš sestro? Ja, imam starejšo sestro. Zdaj, ko smo nekje že odrasli in zreli, tako sem vesela, da še vedno imava en del otroka v sebi, ker resnično sva zelo povezani, na kar sem prav tako ponosna, da sva bili na tak način tudi vzgojeni. Ravno lansko leto naju je še bolj povezalo, ker se mi zdi, da brez nje ne bi zmogla. Je pa vedno še starejša sestra, ne? Si kaj nagajala, ko si bila? Bolje nagajala ona meni, če sem iskrena, ne? A res? Zdaj, kaj vse je počela v tisti svoji nagajivosti, raje ne bom razlagala, ampak se mi zdi, da te navezanosti pogrešam danes v družbi, to družina. Se mi zdi, da smo še vedno premalo povezani kot družina včasih, in zato pa pravim, da sem na to ponosna, ker sestra ti je lahko steber, najboljša prijateljica, lahko ti je na polno se skregaš z njo, pa si potem že usedeš in je tista, ki recimo, če greš nekam in si povabljen v oddajo in če nimaš, ne vem, kakega šminke ali kaj podobnega, itak starejša sestra tista, ki rečeš. Bravo, starejše sestre. Tudi sama sem starejša sestra in vem, kako je, kakšen odnos je to in iz vseh tvojih objav,
ko te sledim na Facebook strani, veje ta tvoja ljubezen do vaše družine. Ta posebna vez sedaj z materjo in še prej s pokojnim očetom. Povej mi, Simona, malo je danes takšnih primerov, da so tako povezane družine, da tako sodelujejo, da si tako stojijo ob strani. Imela si to srečo? Vedno mi je težko govoriti o tem, ampak ne zato, ker ne bi želela o tem govoriti, ampak zato, ko čustva. Vem, zaradi čustev, vem, kam spadam, vem, zakaj sem se vrnila nenazadnje zdaj domov. Imela sem krasno vzgojo, obe sestro, in cenim to, kar sta me starša naučila. In tudi pri svojem delu, kadarkoli o čem pišem, sledim temu, da bi čez svoje delo tudi ljudem sporočila, kako pomembna je družina. Še posebej zdaj v tem času, ko je sodobna tehnologija, ko je prišla epidemija, ki nas bi morala v bistvu povezati, pa nas je samo še bolj razdvojila. In jaz sem imela to srečo, da smo bili povezani in da smo se zelo veliko pogovarjali, in jaz šele zdaj, pravzaprav se iz tega tudi ves čas nisem dojemala, šele zdaj, ko si v bistvu malo starejši, veš, kaj pomenijo pogovori, da so bili ti pogovori tudi globji, da ni to samo, kak si pa danes, pa to moraš narediti, pa ne, ampak da se ti od staršev učiš, ker vse to, kar se naučiš, jim pravzaprav lahko daješ nazaj. V tistem času, ko pa starši nas potrebujejo. In že gre na jok. Ja, tako je, takšno je življenje, srečna bodi, da imaš vsaj mamo, z očetom pa imata, kljub temu, da ga ni več, še vedno posebno vez. O tem bova še spregovorili detaljneje, kako in kaj. Katero šolo si obiskovala v Celju? Jaz sem malo tako specifična, veš, Dragana, ne? Jaz sem obiskovala pravzaprav srednjo gostinsko šolo v Celju. Takrat smo bili v Sloveniji in na to sem tudi ponosna. Prvi maturantje, ki smo bili v bistvu z gostinske šole, se pravi ene šole, ki je bila praktično usmerjena, da smo opravljali splošno maturo v tistem času in smo jo vsi tudi uspešno opravljali. In tako da sem se potem upisala na študij slovenščine in biologije, ki ga, priznam, nisem končala, ker sem začela delati na televiziji Celje. Naravoslovni in družboslovni predmet. Ampak takrat sem začela na televiziji Celje delati in sem se zaljubila v novinarstvo. In sem pustila šolo, pa sem se še dodatno izobraževala, malo sem šla nazaj na starejša leta, tudi malo sem se dotaknila sociale in zdaj na koncu še sem se vrgla v psihologijo. Tako da za izobraževanje to mi je še posebej zanimivo bilo, ko sem izvedela, ob delu študiraš psihologijo, kaj boš tem? Je to samo zaradi sebe, da sebe nadgradiš, ali lahko, po moje, tudi lahko pri svojem delu to zelo uporabiš? Ko sem najprej se učila, to je bilo par let nazaj, sociologijo, potem je prišla epidemija, ki mi je dala ta fenomen. Namesto, da bi se stopili skupaj, smo stopili narazen. Mi smo se popolnoma odtujili po profesionalni poti, po osebni poti. Prijateljstva so se razdirala zaradi različnih mnenj. Mi nismo znali različna mnenja sprejemati, jih razumeti. In potem se zdaj sprašujemo, zakaj je situacija v družbi takšna, kot je. In velikokrat sem se spraševala, zakaj ljudje tako razmišljamo, zakaj se ne znamo, danes se ne znamo ljudje več objemati. To mi je tudi zanimivo, ker prav vidiš, da težko nekdo nekoga objame oziroma mu pravzaprav objem vrne. In ko sem se spraševala, kje smo to izgubili, kje smo, pa tudi zaradi svoje zgodbe na nek način, sem rekla, to mi je izziv. In dajmo, jaz neke patologije družbe in ljudi nikoli ne bom rešila, ampak mi je dal študij in mi še daje zelo veliko znanja, predvsem o sebi.
In se mi zdi, da tu potem štartaš naprej, da bo prišel mogoče kdaj čas, da bom pa tudi jaz po strokovni poti tudi na tem področju komu lahko pomagala. Bolj strokovno, pa da se bodo ljudje znali, ko bodo v stiski in ko so v stiski, pravilno odločiti za pravilnega strokovnjaka, da bodo vedeli, kje lahko pravo pomoč dobijo in kdo jim bo lahko pomagal tako, kot jim mora. Ker se vse stiske dajo rešiti, nekatere s pogovorom, nekatere s strokovno pomočjo, in da smo ljudje toliko sami pri sebi, da začutimo pri sebi, kdaj potrebujemo pomoč in kam se lahko obrnemo. Kakšna je bila Simona kot najstnica, študentka? Zelo lep odnos imaš s svojo mamo, omenili smo jo že. Še sedaj, ko si odrasla, me tako razveselijo tvoje objave o tem, kaj ona počne, kaj reče mama, kaj se je zgodilo z mamo. Moja mama je res faca. In ko rečem faca, mislim faca. Recimo, to je en tak primer, ko se mi pogovarjamo in si potem malo olajšamo. To je bila slika med epidemijo, ne? Krasno, ste se zabavali? Pa zabavamo se pravzaprav vsak dan, ne? Ker tudi mama res je faca, no? Danes me je vprašala, kaj me je vprašala, če bom šla cuk na televizijo Celje. Ja, peš, ne? Na tej sliki smo z mamo, ko smo šli celo v proizvodnjo gledati hiško, ko je nastajala. Tako da v bistvu preživljamo zelo veliko časa. Mama je navdušenka, športna. Pri 82 še pozna vse rezultate, spremlja vse. Ja. Kateri športi je najljubši? Zdaj trenutno smučanje pa skoke, drugače nogomet tudi, tako da vse ve, kak športnik je bil, ki je za koliko denarja kam. Pa tudi rokomet, enkrat smo šli na tekmo, tudi smo se odpeljali, tu v Celju je bila. To je pa slika iz Zlate poroke z očetom. Tako da je faca. Je faca. Kako mama gleda na tvoj poklic, na to vzporedno dogajanje, glede na to, da si včasih v res nevarnih razmerah, da so se ti tudi že dogajale nevarne stvari? V bistvu zdaj mama za pol stvari teh ne ve, ne? Torej boljše, da molčim, če naj gleda? Ne, saj zdaj se ve. Hvala Bogu, nikoli ni bilo nič kaj hudega. Je pa tudi mama enkrat sprejela telefonski klic od nekoga, o katerem sem pisala, ne? So to malo neprijetne stvari, ampak zdaj, če sem čisto iskrena, rečem ne, tisti pes, ki laja ne grize, ne? Tako da jaz tudi grem čez kakšne grožnje, ampak ne bom rekla, da jih je veliko, ne? In vsaj v mojem primeru nisem teh groženj doživljala, sploh ne strani recimo tistih, ki bi jih zdaj lahko okarakterizirali kot kriminalce, morilce ali pa kaj podobnega, čeprav teh besed nikoli ne uporabljam, ne? Tudi če gre za pravnomočno obsojenega, ne? Včasih je neprijetno, ampak greš nekako mimo. Pa se mi zdi, da je tega manj zdaj v zadnjem času, no, tudi mogoče zaradi tega, ker tudi je novinarstvo v zadnjem času drugače, no, in tudi družba, ne. Zdaj včasih ne rabiš več novinarja, ki ti bo na časopisu ali pa v mediju podal ime in priimek nekoga, ki je nekaj naredil, ki naj bi nekaj naredil, ne. Zdaj že to kar na nek način upravljajo družbena omrežja, ne. In so se neke te grožnje preselile, se mi zdi, bolj na družbena omrežja, bolj na ta virtualni svet, ampak je še vedno, mislim, lepa beseda, lepo mesto najde, in če delaš neko zadevo o nečem, kjer nastopa tudi nekdo, ki ga bremeni obtožnica ali pa karkoli, česarkoli, da vendarle mora imeti priložnost povedati, in če ima priložnost povedati svojo stran, jaz mislim, da potem tudi članek, kot rečemo novinarji, stoji. Preden greva na tvojo službeno pot, po tvojo osamosvojitev pri 25, dajva malce povedati o tvojem posebnem odnosu z očetom, ki je tudi nate zelo vplivalo. Takrat so se ti tudi odprle neke
dimenzije, ki ti do takrat niso bile znane, pa te spremljajo še danes? Tudi o tem ne govorim sicer veliko, ne. Ni veliko ljudi, ki v bistvu razumejo te stvari. So pa posamezniki, ki so pa meni odprli oči v tistem času. Moj oče je zbolel 2008 za rakom želodca. Ni sicer mogel ne na obsevanje, ne na kemoterapije, imel je kar hudo operacijo. Tako da smo potem to bolezen nekako 7-8 let zatem kar uspešno prebolevali. Govorim prebolevali zato, ker se mi zdi, da ko se rak dotakne družine, postane to bolezen družine. Res je. Zaradi tega, ker družina je tista, ki stoji človeku ob strani, in tu je tudi moja sestra naredila izjemno vlogo in nalogo. Mama tudi, tudi mama še posebej po plati pač partnerstva z očetom. Tako da oče je v bistvu takrat, spomnim se kirurga, ki ga je operiral, ki mi je potem dejal, da bi v bistvu z njim želel na kavo, ker mu ni jasno, kako je to mogoče, da je on ok in da v bistvu brez nekih dodatnih terapij in vse, da je šlo to čez. Vmes so celo izginile metastaze v neki fazi. Ja, spomnim se, ker so slike pokazale metastaze na jetrih. In potem sem se pogovarjala z specialistom, ki je bil druge stroke, ker je pač bil na različnih oddelkih v bolnišnici. Jaz moram povedati, da je bolnišnica takrat opravila izjemno nalogo, kar se tiče vseh zdravnikov, ki so ga zdravili. In da so prišli izvidi, in naenkrat metastaz ni bilo več. Jaz sem vprašala kirurga, kako je to, mislim, zakaj ne. Verjetno so se zamenjali izvide ali pa kaj, ne vem. In je rekel, tudi čudeži se dogajajo. Tako da v bistvu takrat sem se z staršema in pa sestro in pa predvsem z očetom smo se začeli veliko pogovarjati. In mi smo se pogovarjali o menljivosti. Jaz sem ga vprašala tudi, oče, zakaj misliš, da si zbolel? On je meni povedal, veliko smo tudi meditirale skupaj, raziskovala tudi čakre. Od tega, od pravilnega dihanja, to je bistvo. To je bistvo, ne. Imaš različne oblike meditacij, vodenih meditacij, YouTube odpreš, ampak se mi zdi, da moraš pa najti nekaj svojega. In se mi zdi, da oče s pravilnim dihanjem, ni prehrane, on ni veliko recimo spremenil, ne. Ampak s pogovorom, pa predvsem z avtosugestijami, on si je zelo veliko pomagal, ne. Potem se je sicer bolezen vrnila kasneje po letih nazaj, dobil je plazmocitom. To je redka krvna bolezen. Veliko se o tej bolezni lani govorilo, ko so zbirali denar za aparat za matične celice. Moj oče tega takrat ni dočakal, ampak zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da ga je izdalo telo. Ni bila bolezen tista, ne. Ni bila bolezen tista, ampak telo ni zdržalo. Ja. Postavljala si mu tudi specifična vprašanja, na katere sta imela svoje odgovore in si potem ti vedela? Mogoče bi se zdaj v tej priložnosti zahvalila Meliti, ona bo vedela, kdo je, ki mi je pravzaprav pokazala, da ljubezen ne pozna meja. Kakršnih koli meja. In da mi je tudi ona v tistih zadnjih dneh pri očetu zelo pomagala uvideti, kaj je pomembno. Spomnim se besed, ko mi je oče rekel 2 dni preden je umrl: Simona, kadarkoli, kamorkoli, s komerkoli, samo tja, ker te vodi srce. In potem, ko ti stojiš nekomu ob strani, ko veš, v kakšni čustveni fazi je, v kakšni mentalni fazi je in telesni, meni velikokrat ni šlo skupaj, ker v tistem položaju, v katerem je bil kot bolnik, mogoče ni razumsko govoril. Jaz sem se spraševala, kaj govori s tebe, zato sva se zelo velikokrat pogovarjala, pravzaprav vsak dan, če je bil v bolnišnici še posebej,
kaj je tisti dan najmočnejše, telo, duh ali duša. In takrat, ko mi je odgovoril, da je telo, sem vedela, ok, v redu, jutri gremo domov z bolnišnice. Če je odgovoril duh, sem vedela, da rabi čas, da se telo opomore. 2 dni pred smrtjo pa mi je odgovoril duša. In to je že bil v tistem mentalnem položaju, ko mogoče se ni zavedal toliko okolice. Da je dejansko duša sama povedala, da je utrujena. In ko sem ga vprašala, zakaj, in mi je odgovoril, ker bi rada šla duša domov. Zdaj, jaz sem se takrat potem zelo veliko, in ko sem brala in tudi različne študije, zdaj recimo to skozi psihologijo vidim, da obstajajo študije, obstajajo raziskave in to znajo recimo medicinske sestre zelo veliko, ker so zelo velikokrat blizu umirajočih, da so ti pogovori pogosto se končajo s takšnim odgovorom na vprašanje. In meni je bilo to tako, se me je dotaknilo in jaz priznam, jaz se z očetom še danes pogovarjam, jaz dobivam odgovore. Je pa to tema, ko je ne razumejo vsi in se mi zdi, da se moramo mi samo malo odpreti in da ne smemo biti tako zakrčeni in da verjamemo v toliko stvari, smo v obdobju nanotehnologije, sodobne tehnologije, umetne inteligence, pozabili smo pa na izvor samih sebe. In se mi zdi, da tu bi morali malo več razmišljati in se enostavno prepustiti, ker vidim, da imajo ljudje težave. Ljudje se ne pogovarjajo v družinah, če se vrnemo prej na tisto. Potem pa pride izguba ljubljenega, pa pride potem na vrsto dan očitkov, ki se vlečejo in potem tudi ljudje zbolijo in nosimo vsi v nahrbtnikih nekaj svoje preteklosti, kar se da sproti lahko reševati. In jaz zdaj, ko gledam na ta odnos, kar govoriš, in tudi zato bi rada to povedala, ker so ljudje v takšnih situacijah, ljudje imajo danes svojce v bolnišnicah, v hospicih, dajmo se pogovarjati, ker zdaj, ko gledam jaz nazaj, sem tu mirna, ker vem, da je naša družina za njega naredila vse, kar je lahko in še več. In ko mi je kirurginja, tudi zdravnica, ki ga je vodila na koncu, povedala, vi ste mu podaljšali življenje brez trpljenja, ampak ste mu naredili v tistem času pravzaprav najlepše, kar lahko v dani situaciji. In potem vidiš, da to je bistvo. Ko nekoga ni, vidiš, da je to bistvo. In odšel je na nek način mirno. Še ena zgodba vaše družine, ki pa je mene fascinirala, zgodba o skrivni ljubezni. No, vidiš, to je pa to, kar smo se prejle pogovarjali. Tudi, če ga ni, stik še vedno obstaja. Ta zgodba je res dolga, ampak tako, da skrajšam, da bodo lahko nadaljevali še. Jaz sem pri svojih 45 letih slišala govorice, da moj oče ni pravi sin od svojega uradnega očeta. Od tvojega dedka. Tako, in je krasno, se pravi, moj dedek je krasno skrbel za mojega očeta, ampak da je imela moja babica večno ljubezen. In zdaj, če si predstavljaš to v tistih poznih 30-ih, 40-ih letih, kaj je to pomenilo na vasi, in nihče ni upal to razdreti, čeprav so vsi vedeli, da sta bila za svojo družino. No in potem jaz sem šla po sledi teh govoric in tudi našla gospo, ki naj bi bila moja teta, polsestra od mojega očeta, in potem nismo mogli navezati stik, ker ne veš, kaj pa ona misli. Se ne moš na vrate prikazati, preč, jaz sem pa, mislim, da vaša nečakinja. In potem jaz sem očeta prosila, če to res, da mi znak, da me vodi, in me je. Kako te je vodil? Ne bi ravno o tem, kako me so bili znaki, ampak to so bili znaki, ko rečeš, da je naključje, pa naključje ni. Ne, to pa se strinjam, naključje v življenju ni. No in na kar se srečamo potem s to teto in je priznala, da je to skrivnost, nosila v sebi celo življenje, tako da na eni slikici je tudi ona na fotografiji. Tako da je bila, pred epidemijo je bila pri nas in tudi zdaj en mesec nazaj je bila v Celju, tako da smo se srečali in se vsak dan slišimo in se mi zdi, da to je ena taka zgodba, ko ne rabiš nobenega testa za DNK ali pa karkoli, ker veš, to se ve, enostavno se ve.
predvidevate, da oče ni vedel tej skrivnosti? To je pa tista skrivnost, ko mi je še vseeno odprto to vprašanje. Čeprav se je zgodila ena zadeva, ki v času, ko je bil ravno mogoče par mesecev pred smrtjo, pa se mi zdi, da nam je takrat z svojim pogledom povedal, da je takrat vedel. Aha. Ampak da so bili mogoče časi takšni, ko je on odraščal, ko sta šla z mamo potem v tujino živeti nekaj časa, preden sta prišla v Celje, da morda razmere niso bile take, da bi se to kako drugače razpletlo. No? Takrat se ni o tem govorilo, takrat so se take stvari pometle pod preprogo, oziroma ne pometle pod preprogo, zelo skrivale. No, tudi zaradi tega, ker se v družbi ne pogovarjamo. Ne? Tako. Bile so družbeno, kako bi rekla, oporečne, niso bile neoporečne zadeve in o teh stvarih, bolj ko se pogovarjaš, več rešitev lahko najdeš. Še ena zadeva je, ki mi je zelo zanimiva pri tebi, zelo verjameš oziroma si tudi izkusila in doživljaš to skozi življenje in tudi dovoliš temu, da te vodijo te energije. Pri 25 si rekla, da si boš zgradila svojo hišo, danes si jo gradiš. Verjameš v to tesno povezano z vesoljem in energijami v vesolju? Ja. Jaz verjamem, da nas vesolje vodi in da moramo biti zelo, zelo previdni pri tem, kaj nameravamo. Tudi zato me privlači študij psihologije, da vidim, kako je pa to zdaj strokovno, kako stroka gleda na to, in mi je zanimivo, da opažam, da stroka v zadnjih letih ne deluje odklonilno do določenih spoznanj na področju duhovnosti. Spomnim se, recimo, ko sem delala na celjski televiziji, in jaz sem se vozila v avtu in sem rekla, zdaj bi pa jaz malo spoznala tudi radijsko delo, ne? In tako ena zanimiva stvar. In jaz sem vedno, ko sem sedela v avtu, sem vozila in sem rekla, lepo pozdravljeni na Radio Celje. In na Radio Celje sem tudi delala oziroma delam še. Pri hiški je bilo pa tako, da sem jaz imela res 25 let takrat in se tako živo spomnim. Jaz sem si kupila posteljo in to tako veliko, ko se ni dalo razstaviti, in ko je prišla domov, je mami me vprašala, kam bomo pa to dali. Jaz sem rekla, mami, jaz se bom selila čez en mesec, ne? In da me mami pogleda malo čudno, ne? Čeprav itak je faca, ne? In me podpira pri vsem. In je ta postelja bila tako enem delu hiše natanko en mesec, ker jaz sem mami rekla, lej, ne iščem jaz stanovanja, ampak stanovanje išče mene. In ker sem pač poslala namero v vesolje, stanovanje bom imela, in sem ga. Natanko čez en mesec, takrat sem se odselila in sem rekla, mami, jaz moram iti na svoje, ker si moram prišparati denar, ker jaz bom pri 45 letih imela hiško. Res je, da si nisem točno te želje, namere specifično zamislila, ne? In res je, da sem lani mi je bila postavljena hiška, obsedela, ker sem v bistvu jaz pozabiš na to, ne, da si nekaj zamisliš na tak način, in se rekla, pri 45 letih imam. In verjamem pač v to, da ima vesolje svojo moč. Rada prebiram po noči, poslušam po noči, rada gledam zvezde, ker se mi zdi, da je ta tempo v življenju tak, da ne znamo se več sami seboj usesti in tako... Kar je najtežje, zato se ne znamo. In če se ti zdaj vrnem na Aljažev hrib in če po noči kdaj ne morem spati, grem ven, se usedem, pogledam zvezde in si mislim, kako smo mi majhni. In vso to veličino imamo mi v sebi. Tako je. In zdaj, na kak način jo bomo izrazili, komu jo bomo dali, ker v tej veličini je prijateljstvo, je ljubezen, je čudo sočloveka, empatija.
In se mi zdi, da zvezde ti dajo tako eno moč, no, ker vidiš, da si res majhen, hkrati pa velik in da lahko črpaš energijo tudi od kod drugod, ne samo iz stresa, iz izgorelosti in iz vsega skupaj, ne, ker da ne bo enkrat mogoče prepozno. Verjameš v karmo? Ja, verjamem v karmo, vendar pa opažam, in to tudi pri sebi opažam, recimo, ko sem bila prizadeta kdaj, če me kdo prizadel, in potem se mi zdi, da površinsko čakamo, zdaj bo pa nekdo dobil nazaj, kar mu gre, in da moramo mi to videti. Ne. Ampak potem pa vidiš, Angleži rečejo let it go, ne, spusti. Tako. Ok, si nekoga prizadel, ampak karma ti sledi, ne, sej Največ pri tebi samem dela, tako, kot pri tistem drugem. Čeprav jaz ne vidim, da je nekdo dobil nekaj nazaj, verjamem, da ima izkušnje, ki mu točno to kažejo, da karma obstaja. Tako. Še en družinski član je, preden narediva čisto kratko pavzo, vaš Dino, o njem morava spregovoriti, imate tudi zelo ljubeč odnos. Veš, moram malo vode spiti, ne? To je tako, če delaš na televiziji ali pa na radiju, ves čas voda. Ja. Evo ga. Dino je pa pravzaprav, jaz mu rečem, mama mu reče dinozaver, drugače to je energijska bomba in to je, v bistvu je on ljubljenček bolj od moje sestre, ne? Jaz sem bolj tista, ki ga umiri, a ne? Je pa to velik del sreče. Sreče. Še posebej zaradi tega, ker je prišel po očetovi smrti. In je v tistem letu bil edini, ki je v nekem času in sestri, mami in meni narisal nasmeh na obraz. Lepo. In to počne še danes, vsak dan in ga prav lepo pozdravljam. To je posebna ljubezen. Žival je res družinski član, ne? Tako je. Tudi če je muca, tudi če je papagajček. In terapevtsko deluje. Tako, tako. Če nihče drug, živalica te bo veselo pričakala na vratih. In tako ti je žival vesela, ko prideš domov. Pristna čustva. Zdaj pa pogledaš, koliko ljudi je veselih, če nekdo, ne vem, v pisarni ali pa kjerkoli, ali pa doma stopi čez vrata, ne? Kam smo izgubili to veselje, ne? Ja, poznam celo primer v tujini, nekje sem zasledila, kjer so v podjetje dovolili pripeljati hišne ljubljenčke. Nenormalno dobro so vplivali in na učinkovitost in na odnose, na vse. Ko smo bili ravno pri teh energijah in karmi in tako naprej, pri 25 si zamislila hiško, pri 45 ti je uspelo lansko leto, vendar ni bila lahka pot. To, kar si lani doživela, je bilo zelo težko. Ja, jaz pač priznam, ampak bi najprej rada povedala, da ko smo lani spremljali te zgodbe teh ljudi, Savinjska dolina, pa tudi drugje. Jaz sem presunjena, koliko moči imajo ti ljudje. Koliko energije in koliko volje imajo v sebi, da lahko zmorejo čez eno takšno stvar, ki se ti v življenju zgodi. Jaz tako hude zgodbe, kot so imeli oni ali pa večina vseh teh, ki so lani res izgubljali svoje domove, res da nisem imela. Jaz sem doživela nekaj odstotkov tega. Meni so hišo postavili 11. julija, 13. julija je začelo ropotati. Za mene je bil na žalost nevaren že majhen dež. Orkanski veter smo preživeli samo s cerado, brez strehe. Jaz se moram zdaj zahvaliti vsem, ki so mi stali ob strani, predvsem v prvi vrsti moji sestri, prijateljici Petri, tudi mami, za katero sem upala, da bo to gledala samo z užitkom, kako nekaj nastaja, za kar si je tudi ona celo življenje prizadevala.
Pa je nažalost potem cel julij in potem en del avgusta videla, da nismo spali nič doma. Jaz dejansko nisem spala nič. In sem se takrat zelo dobro nečesa naučila, če se vrnem na novinarstvo. Preden sem stopila zdaj sem k tebi, sem pogledala, kakšna je vremenska napoved. In ko sem takrat gledala novice v tistem času, ker nisem dejansko nič spala, ker sem morala črpati vodo, meni je skoraj hišo celo zalilo. In ko sem videla naslov, spet prihaja to, bodite pripravljeni, me je tudi tako stisnilo, da zdaj si ne predstavljam, ko takšne stvari berejo nekdo, ki je bil popolnoma poplavljen. In vem, da sem takrat na Facebooku objavila, hej, novinarji, dajmo se malo ustaviti. Dajmo se ustaviti vsi tisti tudi navdušenci, ki po Facebooku spremljajo neurja vremenske, tudi vremenoslovci, na kak način ti govoriš nekomu, ker na drugi strani te spremlja nekdo, ki cele noči prav tako ni spal, še danes ne spi, pa je dež samo par kapelj, da kam smo šli, ne? In to je bil adrenalin in ko si ti že tako prizadet, ko ne veš, ali ti bo obstalo to, za kar si celo življenje delal, in je bilo res hudo. In jaz se res zahvaljujem vsem, tudi izvajalcem s Ptuja, predvsem tudi Vanji, ki mi je stal ob strani. Mi smo se slišali tudi tako, mi smo se slišali, spomnim se srednoči, jaz sem en mesec preživela v bistvu v tisti obleki s črpalkami in tistih, se spomnim, ko je bilo kak pol ure vmes, ko ni deževalo, me v trgovskih centrih že poznajo, kaj je spet črpalka. V glavnem in predvsem tudi svojim sosedom, ko takrat sosed mi je pravzaprav v eni noči tudi hišo skoraj rešil. In takrat sem vedela, le, sej, a mi je to sploh namenjeno? Vem, da sem eno noč obsedela ob 3. Namenjeno je bilo, da vas preizkusi, koliko si res. Potem sem se vprašala, sem jaz pravo namero poslala v vesolje do 45. leta. Zakaj si nisem zraven? Vse bo okej. Vse je okej. Tako da jaz sem se veliko naučila in spoštujem globoko. Danes že na pol živiš v tej hiški. Ja. Je vse okej, seveda še vedno, če je dež, ne moreš to. In vedno se spomnim na te ljudi in jim pošiljam dobro energijo in si rečem, dajmo skupaj lahko. In to se je točno izkazalo. Sam ne moreš. In jaz, če bi bila sama lani, če ne bi imela sestre, družine in ostalih, ki so mi stali ob strani, ne vem, kako bi to preživela. Se pravi, družina je tisto, kar drži, to je res osnovna celica družbe. Čeprav bova v drugem delu oddaje spregovorili pa o tvojem delu, kjer pa žal vidiš zelo žalostne primere, kjer niso takšne družine, kjer se dogaja zelo žalostne in grde stvari, pa bova to spregovorili, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, po čisto kratkem premoru. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Spet slišim.
Pozdravljeni spet v Ženski areni. Prvi del oddaje je za nama Simona Šolinič, spoštovana gostja, znana novinarka Novega tednika in Radia Celje oziroma v obratnem vrstnem redu. Pa greva, v prvem delu smo te malce bolj spoznali kot osebnost, šli smo malce v tvojo notranjost. Sedaj pa pojdiva k temu, kar počneš v življenju, od česa živiš, tvoje delo, kako si zajadrala na Novi tednik, kako se je to sploh začelo, glede na to, da si hodila in študirala popolnoma druge šole. Veš tako, jaz včasih delujem tako malo zmedeno, ne? In zdaj sem ugotovila, da je to v bistvu dobra stvar. Ja. Ne? Ker če jemlješ to zmedeno zdaj tako z eno igrivostjo, ne? In pač sem bolj adrenalinski tip v tem, da se nikoli ne zadovoljim z nečem, kar, če mi to ni okej, grem naprej, ne? In tako je predvsem na področju izobraževanja. Pri delu me je pa novinarstvo zasvojilo. Te je zasvojilo. In ne bi bilo mojega Novega tednika in Radia Celje v smislu moje poti tam brez televizije Celje. In tu so bili moji začetki, točno v tem studiu in točno s to energijo. Kaj si vodila, kaj si počela? Vodila sem takrat dogodke dneva, vodila sem tudi oddajo Ordinacija o zdravju, ker me zdravje zelo blizu. Ja. Pa novinarske prispevke sem takrat že delala in res hvala Urošu Krajncu, ki mi je dal to možnost. Potem pa sem res zajadrala v radijske vode. Najprej sem bila nekaj časa tudi na Radiu Goldi, potem pa na Radiu Celje in tam sem še danes. Čeprav zdaj ravno v tem času se bolj preusmerjam v Novi tednik, se pravi samo časopis. Tako da bom še dolgo tam na radiju, seveda, ampak bolj časopis, ker rada raziskujem določene stvari, a ne? No, raziskovalno novinarstvo je čisto posebno delo. Včasih v kakšnem filmu lahko vidimo približke tega, kaj ti počneš, kako vedeti, na katerem mestu, ravno v tistem trenutku, med tiste ljudi, kako do informacij. Veš, imela sem sicer priložnost iti dlje iz Celja, ne? Se pravi za večji medij, pa potem nisem želela in mi danes ni žal za to. Mene so učili ti starejši novinarji, ki so danes že v penzionu zasluženem. Ja. In so vedno rekli mi, lokalna novica je kraljica. In to drži. Lokalno okolje, regionalno okolje je tisto, kjer lažje imaš stik z ljudmi, njihove zgodbe se te tudi lažje, hitreje dotaknejo. In danes je preveč pomembno to, kar se dogaja na ravni države, kar je tudi prav, se pravi, da se o tem poroča, seveda, to je nujno. Se nam vsem kroji življenja. Ampak mi smo tu doma in na nas je dobro, da nas zanima, kaj se pa dogaja v Celju ali pa recimo druge občine, če so iz druge občine, ne? Ker mi vsi skupaj lahko naredimo naše mesto boljše, lažje narediti, ne mesto, samo mesto, kot da bi bilo zdaj s Celjem kaj narobe ali pa kaj, ne? Arhitektonsko ali pa mislim, arhitekturno. vsa področja. Zdravstvo v Celju lahko naredimo boljše, lahko naredimo sodstvo v Celju boljše, ker so tu tudi primeri, ne dogajajo se samo primeri onkraj Trojan, ne? In v našem okolju je zelo veliko zgodb, ki ne da pritegnejo. Mi ne smemo gledati samo, koliko klikov bo neka zgodba imela, ampak dejansko, da se ta zadeva razreši. In to je tisto, kar me pritegne, še posebej pa takrat, ko pride nekdo, ki se že leta in leta bori za neko pravico. In res je polno zgodb, ne samo na kroniki, tudi na sociali, ne? Te zgodbe na sociali, to so zelo boleče zgodbe. Doživela si tudi, da te je ravno Center za socialno delo
ne bom povedala zdaj, katera enota in to ni pomembno, celo tožil oziroma prijavil. Prijavil me je častnemu razsodišču, vendar moram reči, da se je ta zadeva zelo dobro končala. No, ravno zato sem želela ta primer poudariti, kako je bilo. Ta primer je bil za eno družinsko zadevo in prijava je bila potem razrešena pritožba oziroma prijava v moj prid. In ta primer je bil taka dobra šola tako za ustanovo kot zame. In mi od takrat super sodelujemo. In se mi zdi, da je primer sodelovanja v tem primeru Centra za socialno delo Celje z mediji glede korektnosti in tistih informacij, ki pridejo v javnost, lahko zgled. Zadnjič je bila okrogla miza, ko je bila debata o tem, na kak način recimo javnost ne more dostopati do nekaterih informacij, ki so resno podatki osebni in zelo težko je. To me je zanimalo, vse te inštitucije, ali jih rade dajo kakšne takšne informacije, ni to samo center, tu je naprimer materinska hiša, tu je razne hiše, ki varujejo ogrožene ljudi, ljudi iz socialnega dna in podobno. Jaz moram reči, da od takrat nimam nikoli več težav, da ne bi dobila informacij. Novinar seveda ima neke svoje vire, ki so potem neuradne informacije. Ampak želim povedati to, da na eni strani je bilo leta in leta toliko birokracije ravno pri pridobivanju teh informacij in potem smo z neko komunikacijo res lahko rečem postali zgled. In se mi zdi, da se tudi drugi centri po Sloveniji bi morali takšnega načina dela, kot je v Celju, poslužiti oziroma bi moral biti za zgled. Res pa je na drugi strani, da tudi novinar more presoditi, kdaj in kako zgodbo napisati. Res je veliko primerov, kjer nekdo, ki pride k novinarju, misli, da bo pa z objavo njegove zgodbe rešil vse. Jaz se na tak način zelo pogosto odločam, da v določenih zgodbah, in to tudi povem, raje ne, počakajte še nekaj časa, ker v bistvu novinarji smo označeni pogosto kot mrhovinarji. Ja. In jaz to ne želim biti in sem iskrena do tistega, o katerem naj bi pisala, ker rada objavim dvakrat preverjeno informacijo, ker nekomu lahko naredi škodo, še posebej, če gre za otroke, ki so mladoletni. Ki se ne morejo sami braniti. In to je včasih res tako težko delo. Gre včasih lepa beseda lepo mesto najde, korektnost najde, včasih moraš biti pa res vztrajen. In težko pa je ljudem razložiti, da kdaj kakšna objava tudi lahko komu škodi. Jaz jo lahko objavim, ampak vprašanje je pa v posledicah in ne želim si tega, da bi nekdo bil na slabšem. Bi pa rada mogoče povedala en primer. Pisala sem enkrat o nasilju, ker se je pa ena gospa odločila, da bo povedala svojo zgodbo in je doživljala nasilje 30 let in je povedala z imenom in priimkom. In je potem ta zgodba išla in potem me čez nekaj časa zazvoni telefon in kliče neka gospa in reče, veste, jaz sem doživljala nasilje 25 let. In jaz sem tisti intervju s to gospo in njeno izjavo prebrala in jaz sem poiskala pomoč. In jaz sem obnemela, ker ne misliš si, da nekoga lahko tako neka zgodba pritegne in se ga dotakne, da sprejme takšno odločitev, ker to ni lahko sprejeti odločitev iz objema nasilja oditi, ampak je to pogumna odločitev in se da. In to mi je tako ostalo v spominu, ker sem se najprej spomnila na tole, vredno je. Eno življenje smo rešili z izjavo nekoga, ki je bil pripravljen iti v javnost svojo zgodbo. Ta zvrst novinarstva ni, čeprav se zelo čudno sliši, ampak nekateri se prav naslajajo nad črnimi, žalostnimi zgodbami, takšnimi temami, ampak ta zvrst novinarstva je zato, da informira ljudi, da jih poduči, da nas na nek način spodbudi, da
kot družba, to, kar že praktično celo oddajo govoriva in se vleče kot rdeča nit, da odreagiramo? Ja, veliko krat smo zatisne družba oči. Recimo, ne vem, čas naj jo prehiteva, pa bom zdaj bolj na hiter. V zadnjem času zelo resna zadeva, o kateri mislim, da bojo morali tudi v Sloveniji kar resno malo poprijeti, da se to razreši, je nasilje nad starejšimi. Tega je ogromno. Tako. Tega je ogromno tudi na Celjskem. In rada bi, da bi bilo več klicev na policiji, da bi se odločili ljudje povedati, lejte, tam je pa nekdo, ki doživlja nasilje. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz nisem zaprl oči. Tam je pa nekdo, ki živi sam, pa ne more sam živeti, ker je prestar, nima pomoči. Dajmo se zganjati, vsi. Ne samo, mi mislimo, zdaj center za socialno delo, to je največkrat, se krivi, pa policija ne dela, pa sodišča ne dela. Ni res, ni vse slabo. Tu so primeri, ki so dejansko res rešeni. So pa primeri, ki zahtevajo objavo v medijih, da se premaknejo. Ampak ni vedno vse slabo. Ljudje pa pogosto pozabimo, da tudi mi imamo oči, ušesa, slišimo, posumimo morda. In mi se moramo odzvati. Mi smo delali enkrat reportažo, ko je študent fakultete z področja zdravstva v Celju padel po tleh in smo gledali, kdo bo prvi pomagal. Niso priskočili, ampak? V enem primeru ja, v enem primeru ne. Ampak mi nismo hoteli preverjati, ali bojo pomagali. Mi smo hoteli samo preverjati, če ljudi vejo, kje je pa defibrilator. In je bil 10 metrov stran, pa ljudje tega niso vedeli. Govorim ti o tem, da vsaka neka zgodba, o kateri novinarji pišemo, bi morala biti napisana tako, da je sporočilo to za ljudi, kaj pa jaz v takem primeru bi naredil, kako ravnam, če vidim prometno nesrečo, kako ravnam, da je ne povzročim, kako ravnam, da bom dojel, da ni dobro, da spijem alkohol, potem pa sedem za volan. To se mi zdi, da bi moralo novinarstvo iti nazaj v te tirnice, kjer daš neko sporočilo ljudem, da neka zgodba ni samo zgodba zaradi klikov, zaradi branosti, ampak zadeva, da se iz nje tudi vsi mi nekaj naučimo. Pri svojem delu si doživela že res marsikaj. Dobesedno stala si v človeškem mesu, pa nisi vedela pri eni hudi prometni nesreči. Vidiš, doživiš bližnje ljudi, kjer so se zgodili družinske tragedije s končnim izidom umor. Na sodišču slišite marsikaj. Kakšno srce, kakšen človek močan moraš biti, kakšna moč mora biti, da vse to od blizu opazuješ in potem svoje delo opraviš. Veš, ko se usedem za računalnik in potem začnem pisati, mi je to filter. Zelo dolgo časa sem potrebovala, da sem dojela, da te zgodb ne nosim domov, čeprav ne moreš. To nisi kamen. Seveda. In potem poskušam razumeti, jaz sem to samo slišala in sem samo kanal, da to dam ljudem. Seveda ne vseh informacij, ki slišiš tam, ker če bi ljudje, ne moreš vsega napisati. Ampak na tej poti sem jaz samo kanal. Veliko večje breme nosijo tisti, ki so v to vpleteni. Oni so tisti, ki so močni, ki so pogumni ali so žrtve, pa bom rekla, kdaj tudi storilci, ki nosijo to breme, kako s tem naprej. In potem, ko razmišljam, kako je šele njim, kako je šele njim, s takimi izkušnjami se nekako, v bistvu, zdaj bom tako rekla, se potolažim, oni so tisti, ki rabijo moč, da to vse sploh zdržijo. Simona, pa vendarle si človeško bitje, nisi kamen, takšne stvari te zaznamujejo.
In si ena redkih, ki pa želiš in boš spregovorila z mano o temi, ki pa se je ljudje bojijo. Marsikateri dejavnik, morda žalovanje, žalost za očetom, vsi ti dogodki v službi, karkoli, življenjske situacije so te pripeljale do zelo močne anksioznosti. Čustveno si padla. Kako si se spoprijela s tem? Kako si sploh ozavestila, kaj se dogaja s tabo? Ja, res je. In sem vesela danes, vidim, da ljudje vedno več o tem govorijo. Jaz sem to doživela leta 2008. Hodila na terapijo, uspela sem brez tablet, izgradila nazaj, imela sem res hude panične napade. In če se vrnemo s tistim, kar so na začetku govorili, podpora družine, to je osnova. Tako. Mene zelo prizadelo to vedno odnosi, v družbi, medsebojni odnosi. Jaz sem rasla v ljubezni in potem, ko rasteš v ljubezni, na nek način pričakuješ, da te bodo imeli vsi radi, pa je daleč od tega. In potem pride kak stres, pride na to izgorelost, pride anksioznost. In jaz sem se na anksioznosti ustavila in sem rekla, zdaj pa hop, Simona, ne. Sicer je trajalo nekaj časa? Trajalo kar 2 leti terapije in moram reči, da meni je to zelo pomagalo. Res pa je, da spremeniš Neko pravilo si sprejela, 80-20, kaj je to? Ja, to je pa organizacija dela, ne. To je recimo, kar se tiče službe, ko se je prej spraševala, služba ni bila kriva, ne. Nikoli ni nihče kriv izven mene, nihče ni bil kriv. Jaz sem bila kriva sama, ker sem pustila na vseh področjih ljudem ali pa nekim situacijam, da so se me dotaknili. Vedno se razdajaš, enkrat mora postati manjko. In potem, recimo, ne vem, takrat vem, da nisem bila niti en dan v bolniškem staležu, ker sem rekla, ne bom, jaz ne bom tako močna in sem šla čez to. Bi pa rada opozorila, da so stvari, ker so ljudje v stiski, ki se lahko dajo brez tablet, nekatere pa niso, in je treba pri tem tudi paziti, kako strokovno pomoč si boš naredil. 28-20 je pa samo pravilo Paretovo, ampak to deva priložnost gledalcem, da malo poiščejo, kaj je to, pa evo, tako se tudi nečesa naučiš, če kdo mogoče še tega ne pozna. Nenazadnje, če bo koga zanimalo, ti lahko tudi na tvoj zasebni inbox na Facebooku vprašanje postavi, kdo ti je pomagal, ker ljudje se tudi bojijo poiskati pomoč v takšnih situacijah. Draga Simona, žal se je najina urica iztekla. Veliko bi še lahko govorili. Dragana, čast mi je bilo in preden se zdaj poslovima, samo še nekaj. Jaz mislim, da se bojo gledalke in gledalci z mano strinjali. Jaz se ti zahvaljujem za povabilo v današnjo oddajo. Hvala tebi, ker si prišla. Menim pa, da tudi ti sama nosiš v sebi izjemno življenjsko zgodbo in mislim, da je prav, da jo tudi tvoji gledalci kdaj spoznajo. Tako da ti vržem rokavico, ali kako se temu reče, in če se bojo gledalci s tem strinjali, jaz sem pripravljena samo enkrat s tvojim dovoljenjem te zamenjati na tvojem stolčku in predstaviti tvojo zgodbo. To bi pa bila izkušnja. In da bo še pika na i, jo bomo objavili še v novem tedniku. Hvala za predlog. Zgodba je moja res takšna, kakršna je. Pa imaš solze malo v očeh. Bova dorekli, hvala, ker tudi s tem dokazuješ, kakšen človek si, pa tvoje tista pronicljivost za tistim, kar je treba pokazati, povedati. Morda je potrebno povedati tudi mojo zgodbo. Hvala vseeno za predlog, bova dorekli definitivno. Spoštovane gledalke, želim ti vso srečo, še naprej v službi veliko zadovoljstva in še izzivov, tudi v partnerstvu, po vsem, kar se ti je dogajalo, si tudi srečno zaljubljena, da ti bo res steklo v življenju vse tako, kot mora. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vidimo se spet prihodnji teden.